Smo v središču mesta Kamnik in snemamo anketo. Mimoidoče sprašujemo, kak je njihov pogled na nas, invalide, kako gledajo na nas, kako se njim zdi, da je za nas poskrbljeno glede dostopa v inštitucije, kot so pošta, banka in tako naprej. Pa poglejmo njihove izjave. Zanima me, recimo, če bi bilo v vaši moči, kaj bi v Kamniku spremenili, da bi bilo za nas bolj prijazno mesto, bolj dostopno in tako naprej. Mogoče bi še kakšen pločnik bolj popravili, da bi se lažje premikali z vozički. Tukaj, če gremo čez Šutno, itak staro mesto, pa je verjetno dostop do kakšnih lokalov in tega vam onemogočen. Nekje so rampe naštimane, ampak ni malo zoprn, da boš v bistvu poklicati nekoga, da ti pride rampa odklenit, pa da ti jo naštima. To se bi zdi tako malo skrivano to. Mislim, da občina da dost denarja za to, da se bi pač spremenil to, da se bi nabavili regala pa to. Ne, jaz mislim, da občina daje samo toliko denarja, kolikor se ga izsili na ta račun. Sami od sebe pa več ali manj ne. Zanima me, kako ste bi počutili, recimo, če bi naenkrat pristali pač na vozičku. Sploh si ne znam predstavljati, kako je to, tako da na to jaz ne bi znala odgovarjati, ampak ziher se bi, ne vem, katastrofalno počutila in tudi vem, da mislim, tudi tako je meni dosti težko spoznati take ljudi, ki vem, kako se počutijo v to. Kako pa gledaš na pač nekoga, ki je na vozičku, mislim, kak je tvoj pogled? Ne priznam tiste, ki se smejijo, včasih pa se delajo norca in mislim, da to ni lepo. Mogoče zaradi tega, ker je drugačnega videza, drugače gleda od ostalih, ker ima pač neko bolezen, ker ljudje pač nismo vajeni in smo na nek način drugačni, ker smo zdravi, ampak še vseeno jaz mislim, da glih teh razlik, ne vem, po moje, da smo vseeno vsi enaki, no, v notranjosti, da to pač bolezen načne krivi. Torej, recimo, po tvojem mnenju ni razlike med nekom šport ali pa med nekom, ki je na vozičku? Ne, definitivno. Kaj se vam zdi večji šok, recimo, ne vem, če si od rojstva pristaneš na vozičku ali kar tako naenkrat, da imaš nesrečo pa to? Definitivno je večji šok, ko si enkrat normalno mobilen in normalno funkcioniraš in potem pride en handicap, kar naenkrat je, mislim, da je večji šok, vsaj mislim, da je nek večji psihološki pritisk, kot če je nekdo že od rojstva hendikepiran. Mislim, dejstvo je pa, da so isti problemi, da imajo iste probleme in tisti, ki so hendikepirani od rojstva in pa tudi tisti, ki so hendikepirani poznaje. Kaj pa po vašem mnenju, recimo, se vam zdi, da pač oseba, ki doži, da pristane na vozičku, da zgubi, recimo, prijatelje, ki jih je prej imel pa to? Ne vem, če je ta prav prijatelj, ostane prijatelj še naprej.